skupaj živeli, iskreno se radi imeli. Potlej od nas si odšla, v mestu si srečo našla. Naša velika družina se vedno te rada spominja, še lepše tedaj se nam zdi, ko s tabo se srečamo vsi. Rože z domačega vrta smo ti prinesli v spomin, naj cvet na srce ti potrka in lepe občutke. Lepo pozdravljeni ponovno v naši deželi, se pravi v rubriki Sanjamo deželo Škratov. In sedaj smo v drugi reportaži z našim posebnim gostom Miro Žitkotom, ki je obljubil presenečenje. Kajti v naši navadi je, nekako tradicija že postaja, da vsak gost, ki pride v našo deželo, v drugem delu, v drugem sklopu, predstavi tudi svoje presenečenje. Zdaj lahko je to kot gost, da nas preseneti, ali pa neki predmet, ki potem ostane nam v spomin in to ostane trajno in si otroci to zapomnijo. Tako da poleg vsega tistega, kar smo delali že v prvem delu, sedaj gremo pogledat, kaj nam je pripravil Miro Žitko. Posulo se lepo je cvetje, a vendar smo v misli. Ja, naš Miro, on še vedno išče material skupaj, ker vedno pravi, da se da izčrpati iz narave veliko in našel si je prav poseben prostor. Jaz sem mislila, da bomo na tistem delu, ampak ti si izbral prav tega. Zakaj? Ja, tukaj gledam, tele drevesa se v bistvu poslavljajo. Sploh na temu se vidi, da bo odmrl in... Pomeni, da je bolje, da jih posekamo? Tako. Zdaj mogoče kakšno leto še ostane vsaj ta dve, ampak tisle pa mislim, da ne bo preživel tudi sam po sebi ne. In ker je tukaj zdaj dosti prazen prostor, ker drugot je povsod več mladih dreves kot tukaj, bi mi tukaj naredili iz tistega mojega presenečenja, ki sem ga dobil pa v Smrečju. Obstaja vas Smrečje in tam je zelo velik smrekic, zelo zanimivo. In tele sem jaz nabral po poti sem skozi. Te bi sicer, to je 7 smrekic, to je malo tudi palčkova pa škratkova številka, ne? Wow, super. Te bi sicer končale pod mulčarjem, zato ker so tik ob cesti rasle in bi jih enostavno zmulčali in... Bi bila to velika škoda. Tako, meni so se nekako zasmile in videl sem tudi eno priložnost, da jim podaljšam življenje prav tukaj na tem posestu, kjer se bodo tudi otroci igrali, kjer bodo te smrekice naprej živele, dihale in tudi služile svojemu namenu. Mi bomo zdaj iz teh smrekic postavili eno zanimivo stvar. Mi bomo to posadili v krogu, oddaljeni nekje približno meter pa pol eno od druge in čez kakšnih 10-15 let bo tukaj že nastala prava hiška. V bistvu jo bo zgradila narava. Mi bomo samo dali možnosti, se pravi te dreveščke bodo svoje veje in krošnje delali v obliki stožca oziroma piramide. In noter na sredini bodo veje same po sebi začele odmerati, ker bojo v senci, zunanje pa bojo naredile obliko in tudi voda se bo potem po teh zunanjih vejah dosti odtekala stran. In glede na to, da je tukaj veliko sadovnjakov in tudi mislim, da tukaj se bo sadilo veliko sadnega drevja, bojo potem imeli gor tudi te ptički, ki pomagajo pri sadnem drevju svoje mesto ali pa kakšne vevarce. Vidimo, da je precej orehov, čeprav lastniki orehov ponovadi vevarc ne marajo, ampak jaz pravim, da so to res ljubke živalce, da jih nima smisla odganjati. Mi jih bomo tudi veseli. Tako. Pa še od spodaj bo potem ratala ena taka luštna senca, lahko se da nekaj kot kritino, recimo neko platno in imamo tukaj od spodaj pravo hiško. Okrog teh debel, ko bo to malo zrastel, pa bomo lahko potem prepletali kakšne ovijalke in bo res prav hiška iz tega. Taki bunkerček, za naše otročke. Tako. Super. In bo prav luštkana zadeva. Ja, jaz potem predlagam, da mi dva kar se lotiva dela, ne? Ok, da vidimo, kako bo nastalo to presenečenje. Čeprav čez 10 let, jaz pravim, imajo prostor in čas, da rastejo in hvala Bogu, tukaj smo za nas in za naše škrate. Pa greva mi dva saditi. Détourner des rivières, porter des poids, traverser des mers, je saurais faire des
machines, narguer des lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. Je sais prendre un coup, le rendre aussi, river des clous, ça j'ai appris. Je suis pas victime, je suis pas colon pour qu'on m'habille. Faut que je tombe. Zdaj tukaj smo pač oblikovali tako kot skodelico noter, ne? Se pravi, za primer suše, a ne? Oziroma, da je manj dežja, a ne? Se potem nekako tista deževnica steka tukaj k koreninam, kjer je najbolj potrebna. Tole zadrži, da ne teče naprej in tukaj lepo namoč, tudi če je malo dežja, potem lepo namoč korenine. Zdaj, da se to prehiter ne izsušuje, pa damo čez lahko kar take odpadle trave, pa tak material, v bistvu, ki je že neuporaben v naravi in se iz njega že tvori kompost in damo tukaj okrog kot zastirko. Tako, da se to malo zastre, da potem, da se tudi ne suši prehitro, ne? In tlele bo čisto lepo zdaj, se pravi, vlaga in še nekako dodamo. Sombre douleur, je sais ces guerres, je n'ai pas peur, je sais me défendre, j'ai bien appris, on n'est pas de temps, par ici. No, zdaj sediva zadnjo, ne? Sedmo. Sedmo, tako. No, ne bojo lepo počasi rasle v najlepšo hiško, otroško hiško. Sicer ta bo še dodatno zraven škratih, da ne boste mislili, da bo to zdaj škratja hiša. To bo še dodatek, bi temu rekli, od našega Mirota, da bomo imeli en lep spomin. Se pravi, naj še povem, da si prišel zelo oddaleč, ne, tako da vsi tisti, ki dvomite, ne, imamo danes delavce iz Lovrenca na Pohorju, Miro se je pripeljal celo iz Tolmina. Ja, v bistvu meni ni težko priti na ta konc, ker sem 1 leto pa pol tudi živel v Rogašovcih, tam sem se tudi nekako na Hodošu sem pravzaprav prvo svojo hiško iz teh materialov zgradil. No, Miro, jaz moram povedati, da sem res zelo počaščena in v imenu cele Škratje dežele oziroma dežele Škratov se ti zahvaljujem za današnji obisk, za današnjo prvo hiško, ki smo jo nekako skupaj zgradila, ne? In seveda se pa vidimo v bodoče, ne, ko bomo izvajali delavnice, tako da vi že lahko na naš e-mail naslov pišete dezelaskratov40@gmail.com in se mogoče že prijavite na te delavnice. Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata. Počasi se že spušča tema in naši delavci, ne, z lesom, ki se ukvarjajo predvsem z lesom, če zdaj pogledamo ta vrata, ne, če se spomnite, kakšna so bila, cel dan sta jih brusla, v bistvu dobesedno cel dan je bilo, kaj ne, Deja? Ja, so vzela kar dosti časa, da smo jih približno zbrusla. In zdaj se bojo v bistvu zaščitila in se da tista barva gor in potem bodo spet kot nova, ne? Tako, točno tako. Drugače pa bomo vas še izkoristili potem za druga dela, ki se tičejo, ne? Tako da moram vam povedati, ne, da sta tudi ona dva prostovoljca in da ste se javila kar k nam, ko sta napisala, tako da bi rada pomagala naši Škratji deželi, ne? In sta prišla celo iz Lovrenca na Pohorju, tako da res najlepša hvala, veliko čast mi je bilo, da sta bila z nami in seveda si želimo še naprej vajnega sodelovanja. Tako da, lepo se imejte. Enako, hvala lepa za povabilo.
enako. Pa, čau. Per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei. Me veseli, midva še bova si privoščila eno malco, ker zdaj sva si jo zaslužila. Drugače pa, dragi gledalci in gledalke, danes bom rekla, da smo malo bolj poučno naredili to reportažo, ampak sem prepričana, da vam je ugajalo in da ste se veliko naučili, tako da spremljajte nas spet do prihodnjič. Srečno pa lepo se imejte. Čau.